Hvala za besedo. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Danes sem v bistvu nekako dana pred izziv, kako v eni uri predstaviti tehniko ali pristop, na nek način know-how, kako nekako učinkovito pristopati k podpori na poti spremembe vsakega posameznika. Trudila sem se, da nekako predstavitev zastavim tudi tako, da dobite en okus, kaj motivacijski intervju je. Verjetno ga marsikdo izmed vas že pozna, za vse tiste bo mogoče kaj ponovljeno, za druge pa mogoče tudi kaj novega. Mogoče za začetek, zdaj spremembe vemo, so del našega vsakdana, včasih niso najbolj zaželene, včasih so zelo zaželene, so tiste, ki so izven našega vpliva in tiste, ki so pod našim vplivom. In ravno to botruje velikokrat tudi temu, da kdaj spremembe dojemamo kot zastrašujoče, sploh če se pojavijo naenkrat. Včasih pa so nekaj vznemirljivega. Kakorkoli pa obrnemo, so vedno nek premik k nekemu drugemu načinu življenja, nekaj, kar zahteva od nas neke določene stopnje prilagoditve. In danes bomo govorili bolj o spremembah vedenja ali pa spremembah nekih navad, vzorcev, in to je tisto, za kar smo ponavadi odgovorni sami. Tisto, kar lahko izhaja samo iz nas samih. In kot sem že omenila, to vedno zahteva neko dodatno energijo prilagoditve, hkrati pa tudi načrtovanja in pa izvedbe. Pa vendar se ne zaključi tukaj. Pogostokrat se zatakne stvar pri vztrajanju pri spremembi. In tukaj ima motivacijski intervju mogoče še največjo vlogo, torej kako spodbujati posameznika na tej poti spremembe, da lahko ta učinkovita in ga nekako najbolj na tej poti podpre. In sami dobro veste, da del zdravljenja zasvojenosti je v bistvu tudi niz oziroma serija nekih odločitev v smeri, da nekaj spremenimo. Ne samo za osebo, ki je zasvojena, ampak tudi za njene svojce. Tako da prije v bistvu ta tematika prav za vsakega, ki je vključen nekako v to škodljivo dinamiko zasvojenosti. Mogoče najprej odgovor na vprašanje, zakaj se ljudje ne želimo spremeniti ali pa se ne spremenimo. To razlogi so lahko, dobro veste, različni. Včasih gre za to, da v bistvu sploh ne vidimo problema v nekem našem vedenju, da bi bilo na kakršenkoli način tvegano ali škodljivo, ali pa zaznamo, da bi lahko bilo, vendar ta problem zanikamo, torej nimamo nekega pravega vpogleda, ali pa sploh še nimamo informacij, da to vedenje že izvajamo do te mere, da nam škoduje ali pa škoduje osebam blizu nas. Tretji razlog, ki je zelo pogost, je, da mogoče nimamo veščin, da ne vemo, kako bi se spremenili in zaradi tega ostajamo v nekem statusu quo. Ali pa nam preprosto ni mar. Tudi to se zgodi. Razlogi tukaj v ozadju so lahko različni, ampak včasih ljudje nimamo želje za spremembo. Dostikrat botruje temu tudi neka pozicija ambivalence, ko hkrati obstajajo tudi razlogi za in pa seveda proti vedenju. In če pogledamo zdaj, kje je tukaj vloga motivacijskega intervjuja, je ravno v tem, da nekako iz posameznika izvablja motive in pa tudi vire moči za neko spremembo. In to postaja osrednji fokus. Kako to motivacijski intervju počne, je tako, da v bistvu da se ves čas osredotoča na nek naravni jezik govora o spremembi. Kaj to zares pomeni, boste malo bolj spoznali pozneje. In v osnovi pomaga osvetliti ključne vidike, ki so za to spremembo seveda pomembni. Predpostavlja, da ima vsak kapaciteto za spremembo. Nismo mi tisti, ki to kapaciteto podajamo ali pa jo podarjamo drugi osebi, ampak to kapaciteto ima oseba sama. In v osnovi gre za metodo, ki je na posameznika osredotočena in pa v rešitev usmerjena. Mogoče nekoliko teoretičnega ozadja, utemeljitelja tega pristopa sta William R. Miller in Steven Rollnick. Prvič je bil omenjen leta 1983 v enem izmed člankov Millerja, pozneje je sledila podrobnejša utemeljitev v prvi izdaji knjige, vezana prav na motivacijski intervju, ki je bila izdana leta 1991. In v bistvu govori o tem, da gre na dokazih temelječ pristop svetovanja za spremembo vedenja. Zdaj, s časoma najprej bi motivacijski intervju osredotočen predvsem na zasvojenosti, ampak s časoma se je posplošil na različna področja dela, torej od zdravstvenega, socialno-varstvenega, gospodarstvenega, tudi zaposlovalnega sektorja, na različne dejavnike tveganja in pa tudi na različne ciljne skupine, kot so starostniki, mladi, starši, prestopniki, torej
širok nabor je postal, kam se lahko usmerimo to vrsten pristop. Mogoče ena navedba, ki je bila že omenjena v napovedniku, torej, kje uporabljamo motivacijski intervju v Sloveniji. V projektu SOPA smo ga preizkušali skupaj s kratko intervencijo za naslavljanje tveganega in škodljivega pitja alkohola. Danes se sistemsko upeljuje vse centre za krepitev zdravja in zdravstveno-vzgojne centre v sklopu programa Skupaj za zdravje. In kar se mi zelo pomemben vidik tudi tega našega pilotiranja zdi, je, da nima učinek samo na tiste, ki se jim je svetovalo, ampak ko je kolegica proučevala preko fokusnih skupin, kako je to vplivalo na blagostanje tistih, ki izvajajo motivacijski intervju, je ugotovila, da omogoča uporaba tega pristopa boljše razumevanje sebe in drugih, boljši občutek, da obvladajo svoje delo in da lahko sprejemajo odločitve za sebe. Pripomore pa tudi k osebnostni rasti in krepitvi poklicne identitete. Torej, nekaterim je pripomoglo tudi na način, da sami čutijo več zavezanosti svojemu poklicu. Pa bi vas jaz zdaj malo aktivirala, ker že cel dan poslušate, pa bi vas kar prosila, da se obrnete v svojemu paru, no, da greste v pare, en bo v vlogi svetovanca, en svetovalca, pa tisti, ki bo svetovanec, naj razmisli o neki spremembi, o kateri je razmišljal v zadnje čase, pa čuti neko oviro. Svetovalec pa ima tukaj navodila, kaj naj potem pove temu svetovancu. Imate pa 3 minute, torej morate biti kar efektivni. Spremembi ali pa ste navdahnjeni.
Kar dvigate roke pogumno. Okay. Ste dobili res dobre nasvete, verjetno. 4 roke so bile dvignjene. Ja, verjetno ste sami ugotovili, da to ne more biti motivacijski intervju, ne? In ni. Torej, kaj v bistvu motivacijski intervju je in kaj ni podajanje nasvetov, ampak posameznika spodbuja in opremi z informacijami, ki lahko pripomorejo, da sam najde rešitve. Kako to naredimo, bomo tudi spoznali pozneje. Ni prepričevanje k spremembi, ampak je podpora posamezniku na poti te spremembe in ni borba za prevlado v znanju, ampak je v bistvu ples med dvema osebama, ki znanja dopolnjujeta. V resnici se v motivacijskem intervjuju srečata 2 strokovnjaka. Na eni strani je svetovalec tisti, ki ima strokovno znanje z področja, ima pretekle izkušnje dela na področju, pozna vse možne posledice določenega vedenja, tudi vzroke, pozna možne načine spremembe, ima ogromno izkušenj z ljudmi. Na drugi strani pa imamo svetovanca, ki je edini, ki je strokovnjak za svoje življenje. In on ima znanje o svojih preteklih izkušnjah sprememb, ima znanje o svojih zmožnostih in tudi pomembnosti neke spremembe, poznavanje svoje socialne mreže, pozna, kako deluje, kakšne strategije ima, kakih se je posluževal v preteklosti, pozna svoje osebne vrednotenje, tisti, ki nosi odgovornost in sposobnost za spremembe. In zakaj govorimo o motivacijskem intervjuju in ne pogovoru? Ker v angleščini interviewing v bistvu pomeni, da obe osebi gledata, raziskujeta tisto, kar je prisotno v prostoru med njima. In naloga motivacijskega intervjuja je, da se v bistvu ta znanja in svetovalca in svetovanca pojavijo v prostoru med njima. Miller in Rolnik sta v bistvu opredelila, da se v pogovoru nekako ves čas izmenjujejo 3 komunikacijski stili. Eno je usmerjanje, torej to smo takrat, kar ste vi zdaj izkusili, tisti, ki ste svetovali, ste usmerjali, dajali napotke, vladali, bi lahko na nek način rekli, odnosu, narekovali, predpisovali, nadzorovali in tudi popolnoma prevzemali kontrolo za posameznikovo spremembo. Na drugi strani je bilo sledenje. To je tisto, ko nekdo dovoljuje, posluša, zaupa, odseva in tudi popolnoma razume. Kar je cilj motivacijskega intervjuja, je, da je prisotnega čim več tega vmes, torej vodenja. To je takrat, kadar svetovalec v resnici asistira osebi, ki jo ima na drugi strani, sodeluje s to osebo, spodbuja, motivira in inspirira, skrbi in pa ponudi in pokaže neko pot. Ampak samo, če izhaja iz posameznika. Kaj je pa pomembno spoznati o posamezniku, da lahko ustrezno usmerimo pogovor o spremembi? V prvi vrsti, na kateri stopni spremembe se nahaja, v drugi vrsti, kakšna je njegova pripravljenost za spremembo in pa kakšen je potencial podpore njegove socialne mreže. Prohaska in de Clemente sta zelo lepo opredelila model spreminjanja, torej v bistvu v kakih fazih se posameznik navadno nahaja. V motivacijskem intervjuju pridejo prav zaradi tega, ker vemo, na kak način pristopiti z različnimi tehnikami in strategijami v primernem času. Torej, ko imamo posameznika v prekontemplaciji, se v bistvu izhaja še izven modela spremembe, kar pomeni, da se še ne zaveda, da bi bila neka sprememba sploh pomembna. Ne vidi še smisla v tem oziroma v njej sploh ne razmišlja. Do naslednje faze kontemplacije ga velikokrat loči samo informacija. Torej, ali je to informacija o tem, kam lahko vodi to vrstno vedenje, ali je to informacija o tem, kako bi lahko spremembo prinesel, ne vemo. To je tisto, kar raziskujemo v svetovalnem procesu. In tukaj je v bistvu svetovalec tisti, ki skuša najti informacijo, ki bi lahko mogoče posameznik potreboval. Ko pride v fazo kontemplacije, je še vedno nekje razdvojena oseba. Tukaj najpogosteje v fazi ambivalence. Torej, kot sem prej rekla, obstajajo razlogi za in proti vedenju. In tukaj je pomembna vloga svetovalca, da osvetli to ambivalenco, da jo skupaj raziskuje za svetovancem in hkrati, da razmišljata o možni spremembi. Torej, da opremi predvsem tisti govor o spremembi in ne tisti govor, ki ne nakazuje spremembo. Sledi priprava, ko je posameznik seveda pripravljen na spremembo. Tukaj je predvsem pomembno črpati tiste moči, ki smo jih že v svetovalnem procesu zaznali, da jih posameznik ima in jih nekako predočiti in osvetliti, da je to tisto, kar mu lahko pomaga na tej poti.
te moči mora posameznik sam izpostaviti tekom pogovora. Tukaj smo predvsem v vlogi tistega, ki spodbuja, in hkrati tistega, ki omogoča, da je ta načrt vedenja čim bolj natančen. Torej, če nekdo reče, da se bo več gibal in da bo zato poklical, ne vem, prijatelja, da bo šel prvič z njim na sprehod, vprašam, kdaj ga boš poklical, kdaj boš poklicala, kam boste šla, kakšne vrste sprehodov imaš. Torej, da čim bolj konkretizira, kako bo izgledal ta načrt, kako pogosto bo to delala, ne. Torej, tle spodbujamo in pospešujemo v bistvu ta proces čim bolj jasnega načrtovanja. Sledi ukrepanje, torej dejansko izvajanje spremembe, kjer smo v pomembni vlogi opore. Torej, včasih se bo nek začetni cilj ali pa načrt vmes začel fižiti. In tukaj smo zraven, da lahko pomagamo ta načrt tudi prilagoditi. Pomembno je, da pri tem seveda ne obsojamo, ampak rečemo, v redu, normalno je, da se kdaj načrt ne izide tako, kot smo rekli. Kaj še lahko naredimo drugače? In pa seveda spodbujanje k vztrajanju. Torej, tudi tukaj pač skrbimo, da oseba vztraja, da podpiramo v pravih momentih. Če vztrajanje dovolj dolgo, kar si res želimo, gre oseba v nov življenjski slog, ker je uvedena ta sprememba. Kar se pa zelo pogosto zgodi, kar sami poznate, je zdrs ali pa recidiv. Torej, ali je oseba neko vedenje enkrat ponovila in se vrnila v vztrajanju, ali pa je popolnoma se vrnila v prejšnje vedenje. Tukaj se moramo zavedati, da bo oseba zelo verjetno čutila veliko sramu. In je posebej v ospredju ta neobsojajoč odnos, pomirjanje situacije, tudi normalizacija tega, da se to zgodi, in hkrati pogledati, kaj se je zgodilo, kaj so bili sprožilci, ki so ponovili določeno vedenje. In če je potrebno, zopet ponoviti cel krog. Ali pa ponovno narediti načrt, kaj lahko naredimo drugače, da naslednjič ta sprožilc ne bi na ta način vplival, da bi ponovili vedenje. Kot sem prej omenila, v fazi kontemplacije je pogosto ta ambivalenca, ki nas nekako ohranja v statusu quo. Zdaj moramo se zavedati, da ambivalenca je najbolj normalen in naraven pojav. Jaz mislim, da se vsi nahajamo v neki fazi življenja v tej konstantni razdvojenosti in se ne moramo odločiti. In to je v bistvu vprašanje, spremeniti se ali ne spremeniti se. In to stanje lahko kdaj traja leta in leta. Zdaj, motivacijski intervju pa to stanje postavi malo bolj na oder, torej malo bolj pod drobnogled. In to pomeni, da skušamo z svetovancem skupaj raziskati to ambivalenco, pomagati, da v njej razmišlja in se vanjo poglobi in tudi podpreti, da mogoče pa čas, da se lahko odloči. Ne? In kako to v bistvu počnemo, je recimo, da spremljamo, vedno se pri ambivalentnem človeku pojavlja v govoru in besede, ki nakazujejo spremembe in besede, ki ne nakazujejo spremembe. In motivacijski intervju je vedno osredotočen na tisto, ko govori o spremembi. Recimo, če vam tukaj primer te povedi, da reče oseba, ni mi vseeno, da jezim starše, ker sem toliko na računalniku, ampak ko sem jaz v virtualnem svetu, je zame vse lažje. Tukaj vidimo, da gre za nek konflikt vrednot. Ta govor o spremembi je v bistvu ni mi vseeno, da jezim starše, torej je tej osebi pomembno, kakšen odnos ima starši in ni vseeno, da pač je ta odnos slab. Na drugi strani pa ta oseba išče načine, kako se sprostiti. Njena vrednota je sprostitev, kadar je v stiski. Ampak to trenutno pač vpliva na to, da izvaja neka škodljiva vedenja. In pomembno je, da v takih primerih predvsem naslovimo prvi del, torej odnos starši, ki nakazuje spremembo, lahko vprašamo še, kako še tvoje vedenje vpliva na tvoje življenje, kako izgleda tvoj tipičen dan, vezano pač na to vedenje. In tako raziskujemo vse, kje lahko vpliva, ampak to posameznik pove, kaj so v bistvu te negativne posledice njegovega vedenja. Recimo tudi primer, kako lahko zaznamo te besede, ki ne nakazujejo spremembe, seveda odvisno od širšega konteksta, ampak vsakič, ko posameznik reče ampak, ker to vemo, da je ambivalenca, mučno mi je, ne bi želel, ne vem, ne znam. Torej vse to nam priča o tem, zakaj posameznik vztraja pri nekem vedenju. Besede, ki nakazujejo spremembe, pa so tiste, ki jih lahko zagrabimo, so pa lahko bi, si želim, morala bi, bom, lepo bi bilo in tako naprej. Torej, ves čas smo na nek način na preži za tem,
kje se pojavi govor, v katerem posameznik nakaže interes in pripravljenost za spremembo. Ne. Zdi se, da nekako govorec napove, da se bo nekaj zgodilo, ne, in skušamo izvabiti te besede, jih prepoznati, razviti in pa okrepiti. Recimo, nikoli nisem maral te vaje, a se vam zdi, da je tle prisoten govor o spremembi? Ne, ja, kar odkimavate. Ja, tukaj še ni. Ampak, mogoče sem razlog v te vajanji, ne, a je kakšna druga, ki bi vam bila bližje. Pred nekaj dnevi sem začel beležiti, kolikokrat pomislim na igre na srečo. A je tukaj govor o spremembi? Ja, torej, v bistvu je že kar neka akcija. Tukaj bi že takoj šli mogoče o afirmiranje. Wow, že vlagate veliko v to spremembo. Res je težko vztrajati brez telefona. Ja, se sooča kar z izzivom, ne. Tako da v bistvu zdaj bolj nakazuje, da obstaja verjetnost recidiva ali pa zdrsa, ne. Ampak pomeni pa, da nekaj dela na tem. Se pravi, implicitno pa je neka motivacija, ne, ki bi jo v bistvu lahko naslovili. Ampak uspelo vam je pa že 2 tedna ali pa 3 tedne, ne. Kaj vas skrbi glede vztrajanja? Kje vidite izziv? Moram najti neko nadomestno aktivnost. Bi rekli, da je govor o spremembi? Ja, zelo velik interes. Ko bi le bilo moje življenje manj stresno? Ja, v bistvu je ta v stiski, ker pač ve, da določeno vedenje vpliva na to, da je bolj stresno. Nič nimam proti sprehodom, v telovadnico pa ne bom hodil. A je to govor o spremembi ali ne? Ja, samo jasno razmejeno, do tukaj grem, tam pa pač ne. Se pravi, kakšni sprehodi so vam všeč, s kom boste šli, ali boste šli sami, kam radi hodite in na ta način. Drugi vidik, ki ga moramo spoznati v posamezniku, je pripravljenost na spremembo. Zdaj upam, da ni tle kakšen matematik, tu ni take vrste krivulja, ki bi to slikavala, ampak v osnovi pripravljenost na spremembo, torej večkrat čutimo neke zaznane zmožnosti, torej da lahko naredimo, in večkrat čutimo pomembnosti, da nam je ta sprememba pomembna, večja bo pripravljenost na spremembo. In tukaj motivacijski intervju v bistvu ponuja različne strategije in orodja, ki pomagajo ali krepitvi pomembnosti ali krepitvi zmožnosti. In nekako lahko posameznika iz tega vidika postavimo v 4 možne pozicije. Torej, prva je seveda, da je visoka pomembnost, visoka zmožnost, kar pomeni idealen položaj za akcijo. Kar je dejstvo je, da zelo verjetno boste imeli takih oseb zelo malo, ker bojo to akcijo že sami izvedli. Drugo je nizka pomembnost in visoka zmožnost. Torej, čuti, da bi lahko, kadarkoli, ima strategije, načine, moči, vse lastnosti, ki jih potrebuje, ampak njemu ta sprememba ni pomembna, ni smiselna. In v tem primeru gremo pač v krepitev pomembnosti. Tretja pozicija, visoka pomembnost in nizka zmožnost. Zelo mi je pomembno, da bi nekaj naredil, ampak ne vem kako. Ne? In tukaj gremo v krepitev zmožnosti. Četrta pozicija pa je, ko je oboje zelo nizko. Ne? To je tisto, kar bi lahko vzeli kot največji izziv. Ker se treba tukaj zavedati je, da pogosto, kadar posameznik občuti nizko zmožnost, avtomatsko občuti tudi nizko pomembnost. To je kot malo fenomen kislega grozdja. V smislu, tega itak ne morem dobiti, tako da je zihar kislo grozdje. Ne? Ampak kljub temu, če sta obe oceni nižji, je pomembno krepiti najprej pomembnost. Ker za posameznika mora biti sprememba najprej smiselna. Potem pa pogledamo, kje so tisti primanjkljaji v načinih ali pa lastnostih ali pa močeh, ki misli, da jih nima, da bi to spremembo izvedel. Kako se to počne v motivacijskem intervjuju? Zelo uporabna je uporaba lestvice, zelo priročno orodje. Zdaj, ta lestvica lahko od 0 do 10, lahko je barvna, kot vidite tukaj, lahko je v odstotkih, od 0 do 100, torej karkoli, kar lahko pomaga posamezniku, da se na lažji način opredeli, na zdrave. In preverjanje pomembnosti izgleda nekako tako, da vprašam nekoga, kako pomembno 0 do 10, kjer je 10 zelo pomembno, se ti zdi, da pričneš z več gibanja. In da recimo oceno 3 in vprašam, kako to, da ste podali oceno 3, ne recimo 0 ali 1, torej neko nižjo oceno. In bo rekel recimo, ja, čutim že, da sem zelo hitro zadihana, kadar se sprehajam, pa ni mi v redu, včasih sem imela veliko kondicije, dobim razloge za spremembo. In vprašam, a je še kakšen razlog za to, da ste podali višjo oceno in ne nižjo?
Ja, malo se mi že kaže tudi na zdravstvenem stanju. Aha, ok. Se pravi, in probamo raziskati čim več teh razlogov za spremembo. S tem spodbujamo v bistvu ta govor o spremembi. Lahko gremo še korak dalje in vprašamo, kaj bi se moralo zgoditi, da bi se vam sprememba zdela bolj pomembna, torej recimo za 5. In še malo raziščemo, kje je ta manevrski prostor, da bi lahko osebo bolj opremili za to pomembnost. Zelo podobno izgleda lestvica zmožnosti. Torej, kako zmožni se čutite, da bi v vaše življenje vnesli več gibanja, od 0 do 10, kjer je 10 zelo zmožni. In zopet, kako to, da ste podali oceno 3 in ne 0 ali 1, ampak tokrat ne dobimo v odgovor razloge, ampak dobimo moči ali pa lastnosti posameznika, ki mu lahko pomaga pri spremembi. Recimo lahko bi rekel ali pa rekla, ja, včasih sem veliko tekla, ampak pa sem to za pomanjkanje časa opustila. Aha, kaj vam je pomagalo takrat teči? Ja, zelo sem disciplinirana in to. In tle odkrivate počasi tiste moči, ki jih posameznik že ima v sebi. Zopet ste vztrajni za vprašanje, kaj še. Včasih so to neke moči, včasih so pa lastnosti v smislu vztrajna sem, ne vem, vedno si pogledam, vedno si načrtujem, torej neke čisto osebnostne karakteristike. Dobro je vprašati po obojih. In pa tretja točka, torej raziskati, kakšne vere socialne mreže ima posameznik oziroma podporo. Zdaj, tukaj se mi zdi, da ni dovolj vedno vprašanje samo, kdo vam je lahko oporo pri tej spremembi, ampak se mi zdi, da je fajn kdaj ločiti, kakšne vrste oporo lahko prejmemo od ljudi. Recimo, kdo je oseba, ki lahko predstavlja vašo glavo, torej oseba, ki vas redno prejme z idejami, nasveti, katerih se lahko poslužite. Kdo je oseba, ki lahko predstavlja vaše roke, torej tista, ki vam priskoči na pomoč, opravi kaj za vas prikrajša za kakšen časovni upravek in podobno. Kdo je oseba, ki predstavlja vaše srce? To je tista, ki zna poslušati in ne soditi in je neobsojajoča in samo sprejema. Kdo je oseba, ki predstavlja vašo nogo? To pa je seveda oseba, ki nas zna pospešiti, spodbuditi, le bi rekli, tista, ki je naša brca v rit praktično. In tudi to, kdaj vsi rabimo. Tako da vse v bistvu te 4 dele je zelo pomembno imeti. Lahko je ena oseba več teh delov, seveda. Kar je pa tudi pomembno vprašanje, ali je kakšna oseba, ki je ne rabite, ki se za to spremembo odločite. To ne pomeni, da jo zbrišejo življenja, samo ne vključijo v svoj proces spremembe. Torej, mogoče so to osebe, ki pritiskajo na tiste sprožilce, da se sprememba vedenja tudi ne izvede, ali pa se povrne. In zdaj smo mogoče pri malo bolj pomembnih vidikih motivacijskega intervjuja. Torej, malo ste že izkusili nekatere tehnike ali pa na kak način lahko stvar poteka. Zdaj, motivacijski intervju je en tak, bi lahko rekli, slojevit koncept, ki ima v bistvu širše neko naravnanost ali pa energijo ali pa vzdušje, ki je potrebno v tem svetovalnem procesu. In Miller in Rolnik sta to naravnanost utemeljila na 5 stvareh, kot so partnerstvo, torej da v svetovalnem odnosu sodelujemo, smo enakovredni, empatija, kjer pomeni, da se znamo živeti od drugega, ampak to pomeni, da moramo tudi raziskati, kakšen način življenja živi, da se bomo lahko čim bolj vživeli v to. Sočutje pa je tisti moment, ki bolj priključuje temu, da nam je mar za dobrobit te osebe. Torej, da vse, kar delamo v intervencah, delamo za dobro drugega. Sprejemanje, ki v bistvu temelji na spoštovanju, torej avtonomije te osebe in vsemu, kar je, in pa izvabljanje, kar pomeni, da ne mi podajamo, ampak da izvabljamo iz osebe vse tisto, kar že nosi s seboj. Miller in Rolnik opredeljujeta tudi pomembna načela motivacijskega intervjuja. Eno je torej, da se upremo refleksa urejanja drugih, se ga bomo dotaknili malo pozneje. Skušamo razumeti in raziskati motivacijo, to je recimo tehnika preverjanja zmožnosti in pa pomembnosti. Empatično poslušamo, opolnomočimo posameznika in njegovo samoučinkovitost in ves čas odzivamo na odpor, torej tudi na prepoznavo ambivalence, vidikov, ki govorijo proti. To v bistvu zelo dobro dosegamo z veščinami motivacijskega intervjuja, ki jih bomo tudi malo pozneje spoznali. In pa 4 procesi motivacijskega intervjuja, ki so bili tudi prej že omenjeni v predhodnem predavanju. Vključevanje, ki v bistvu pomeni, da se oba vključujeta v svetovalni proces in da sta tukaj v enakovredni poziciji.
Torej, ne gre za naše predavanje, informiranje, ampak vedno vračamo žogico svetovancu in preverjamo mnenje z njim, njegove vidike, njegove poglede. Osredotočanje je ključno, torej, da imamo vedno nek osrednji fokus tega svetovalnega procesa, torej, da nismo kar prosto razpršeni. Izvabljanje tudi kot proces, ne samo naravnanost in pa načrtovanje, ki ponavadi sledi nekje bolj v zaključni fazi svetovalnega procesa. Zaženem? Ja. Zdaj bi vam pa dala pogledati en video, pa si ga boste tudi po svoje predstavljali. No? It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me and I can just feel it, like literally feel it in my head, and it's relentless. And I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever going to stop. Yeah. But you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there... Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. See, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, you're out. not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just, sometimes it's like, there's this achy, I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. That sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Come on, if you would just... Don't! Try to see things, Ma! Ja. Zelo pogost pojav, ne? Sploh, kadar smo v poklicih pomoči, ponavadi leta in leta študiramo, da spoznamo, kaj je za nekim vedenjem, kaj bi bilo treba narediti, da je boljše. Tudi, ko delamo z ljudmi, ugotavljamo mnogo različnih strategij, načinov, ampak kljub temu ne moramo biti mi tisti, ki urejajo drugega, ne? Čeprav je to očitno kot žebelj v čelu, recimo. In velikokrat imamo občutek, da poznamo način, kako lahko oseba izvede spremembo, ampak naj zopet spomnim, da motivacijski intervju temelji na partnerstvu, kar pomeni, da svetovalec sam ne more priti do odgovora za svojega svetovanca, kajti svetovanec je tisti, ki ima ključna znanja o lastni motivaciji in virih moči, svetovalec pa ima ključna znanja o tem, kako lahko vse to iz sogovornika zvablja in tudi spodbudi uporabo teh moči. Pa vendar smo marsikdaj podani pred dejstvo, ko moramo predstaviti neke strokovne informacije in smernice. Torej ni vprašanje, ali kdaj bomo, ampak na kak način jih bomo podali. In tukaj motivacijski intervju ponuja pač tehniko vprašaj, deli vprašaj, ki bom tudi na kratko predstavila na koncu. Osnovne veščine, še za zadnji zaključni del motivacijskega intervjuja, ki nekako orišajo, na kak način ta poteka. Zdaj sem prepričana, da vsi te posamezne veščine poznate, ampak vem, da tudi meni je kdaj dobrodošel opomnik, v kakšni kombinaciji je zelo dobro, da se pojavljajo. V prvi vrsti, v kakšni funkciji so seveda odprta vprašanja, torej so vabilo ljudem, da spregovorijo o sebi, spodbujajo, da se izražajo, da se odpirajo, da dobivajo nek občutek, da gre za neobsojujoče področje, kjer nas zanima o tem, s čim ta človek prihaja. Omogočijo nam v bistvu, da raziščemo, kaj je osebi pomembno in smiselno, ne. Hkrati pa tudi v bistvu odprta vprašanja na začetku deluje tisto, kar je pomembno, da lahko raziskujemo življenje posameznika, da bi ga lahko bolje razumeli. V poznejši fazi svetovanja pa prihaja do vedno bolj osredotočenih vprašanj, torej tudi zaprta vprašanja niso narobe, ampak zgolj razmerje med odprtimi in zaprtimi mora biti v začetku mogoče večje za odprta, proti koncu pa že kdaj malo bolj osredotočeno tudi zaprta vprašanja. Afirmacije so tiste, ki so v motivacijskem intervjuju posebej ključne, kako jih v bistvu dosegamo, da ves čas posameznika spremljamo, opazujemo tisto, kar je dobro pri nekomu in izražamo v obliki komentarja ali nekega opažanja. To seveda ne more biti nek preprost kompliment, koliko je lepo frizuro imaš, ampak gremo malo globje od tega. Se pravi, če bi se dejansko na to opredelili,
vidim, da ti je zelo všeč, oziroma da ti je zelo pomembno, kakšen videz imaš in da skrbiš zase, recimo na ta način. Torej, vedno pa mora biti afirmacija pozitivna in pa iskrena, kajti če posameznik zazna, da je bila nepristna ali pretirana, bo imela kvečjemu kontra učinek. S tem nekako sporočamo, kar govoriš, mi je pomembno in to spoštujem in rada bi razumela, kaj misliš in čutiš. Recimo tudi v tistih vidikih, ki se nam mogoče nazven zdijo napačni ali pa da niso bili stimulativni za svetovalni proces, kot recimo, da klientka pove, da si danes res ni želela priti. Lahko rečemo, danes si nisi želela priti, pa si vseeno tukaj. Res cenim tvoj trud in vztrajnost. Torej, dopazimo pozitivne vidike tega. Tudi recimo, si nekdo, ki je zmožen opustiti kajenje, uspelo ti je že za 3 tedne. Torej, da pohvalimo. To je še posebej pomembno recimo pri recidivu ali pa zdrsu. Nekako imajo v motivacijskem intervjuju afirmacijo učinek poživila, torej tiste energijske pijače. Ko nekomu že zmanjkuje moči, mu lahko take potrditve v bistvu ponudijo moči za nadaljevanje. Tretja osnovna veščina je refleksija. Pomaga nam pri tem, da preverjamo ali razumemo prav, da posameznik tudi bolj razume samega sebe, se počuti slišano in razumljeno in da nadaljuje z govorjenjem in dosega nek napredek v tem. Kaj s tem mislim? Recimo refleksije se vedno v bistvu podajajo kot trditve in ne vprašanja. Torej, namesto vprašam, čutite, da ne želite biti tukaj? Rečem, čutite, da ne želite biti tukaj. Torej, če vprašam, posamezniku v bistvu ustavim proces in on mora zdaj odgovarjati na ta del. Če pa dan trdilno, ima še vedno možnost, da me popravi, ampak v osnovi, če se s tem strinja, pač samo nadaljuje proces, ki ga je želel. Hkrati pa s tem ves čas preverjamo, ali mi prav razumemo, kar nam je oseba pravkar povedala. Torej, eno je, kar oseba pove, eno je, kar slišim, tretje, kaj mislim, da je s tem mislila, tretje je pa, da preverim, kaj oseba dejansko misli. Torej, velikokrat se tle dogajajo nesporazumi in dobro je, da preverjamo. Vrste refleksij so različne, torej enostavne, kompleksne, pretiravanje, ponavljanje, parafraziranje, vedno pa so nekako v službi, da pokažejo destinacijo v megli. Torej, ko je nekdo v statusu quo, lahko velikokrat razjasni morebitne nejasnosti tudi glede nadaljnje poti. Povzemanje. Izjemno ključna veščina, na katero mogoče kdaj pozabimo. Pogovoru daje strukturo. Namreč, kadar pogovor steče, se v dialogu veliko pomembnih stvari izpostavi in ta pogovor teče in traja 5 minut recimo. Ampak pomembno je, da na koncu povzamemo vse ključno. Se pravi, če jaz postavim zdaj pogovor v neko strukturo na način, rekli ste, da imate veliko težave s tem in tem, vendar imate pomislike, ker se vam dogaja to in to, hkrati ste v tej spremembi razmišljali, da bi jo izvedli na ta in ta način. Se pravi, naenkrat postavimo vse, kar je oseba izpostavila v pogovoru, v neko smiselno strukturo in hkrati to omogoči ljudem, da slišijo sebe skozi besede drugega, da se počutijo slišane in razumljene in da osvetlimo tisto ključno, kar lahko pripomore k v bistvu spremembi, načrtovanju spremembe. Združuje torej nekako motivacijo, namere, specifične načrte. Kdaj lahko to uporabljamo? Seveda kadarkoli, ampak fajn je, da kadar se ponovno srečamo z osebo, da obnovimo, kaj smo se nazadnje pogovarjali, vedno, kadar menjamo smer ali temo pogovora in pa tudi v zaključku pogovora, kjer povzamemo neke ključne točke. Predstavlja v bistvu naš GPS, torej tiste koordinate glede smeri poti, v katero gremo, ne samo kam gremo, ampak predstavlja tudi vse koordinate, kakšno pot smo že upravili do zdaj. Torej v bistvu tista karta GPS-a, kje smo, ampak hkrati tudi kje vse smo že bili. In pa peta veščina, ki je v bistvu tista, ki pride v ospredje, kadar morate podeliti neke strokovne informacije, znanje, za katere veste, da bi lahko posamezniku prišle prav, je deljenje informacij z dovoljenjem. V začetku vedno ugotovite, kaj oseba že ve o neki temi. Torej, ne greste naenkrat podajati informacije, mogoče oseba že kaj ve, ali pa ima napačno prepričanje o nečem. Podelite informacije oziroma strokovno znanje na bolj učinkovit način. To pomeni, da se pogovarjate, ne predavate, preverjate ves čas, kako se drugi osebi zdi, kar ji poveste. Informacije podelite v majhnih delih, hkrati pa oseba vedno lahko sama izbere, kaj bo z informacijo.
Torej, to omogoča učinkovito izogibanje refleksu urejanja drugih in hkrati vam ponudi pogled to, kako si informacijo razlaga druga oseba. Namreč, pogosto se zgodi, da predamo neko informacijo in ne vemo, kako si jo zdaj ta oseba razlaga, ali jo je sploh prav razumela, kakšno je njeno stališče, mnenje do te informacije. Kako to v praksi izgleda? Recimo bi vprašala, kaj že veste o skupinskih srečanjih anonimnih hazarderjev. Mi oseba najprej pove, kaj že ve o tem. Vprašam, če lahko še jaz podelim nekaj informacij o teh skupinah, navadno se strinjajo, in podelimo informacije na nevtralen način. Torej, skupinska srečanja navadno potekajo na ta in ta način, namenjena so temu in temu, za vključitev potrebujete le to in to, lahko vam podam tudi kontakt, recimo. In kar je najpomembnejši del, je, da na to vrnemo zopet žogico svetovancu in ga vprašate, kaj mislite o tem, kako se vam to sliši. Mogoče tudi, ali ste pripravljeni kaj narediti glede tega, se vam zdi to blizu na ta način. Ja, in tako smo nekako prispeli do zaključka osnovnih veščin. Pa bi zdaj v bistvu, če bomo še čas, še 3 minute, ponovno boste šli v pare, iste kot prej, ista sprememba, ampak zdaj probite uporabiti vsaj prvi ali pa drugi del svetovalci, torej teh napotkov, ki jih imate tukaj. Pa zopet 3 minute. Gospod, imate še eno zvezdico, ki si jo tudi preberete.
prosim. A vas zdaj kaj več razmišlja o spremembi? Ja, ok, tukaj imate. Nekateri ja, nekateri ne, ja, seveda, pač to je daljši proces, ampak je bila vse izkušnja boljša, kot prvič. Ok. Zdaj ste v bistvu izkusili, kaj motivacijski intervju ni in kaj v nekih odtenkih je. Seveda motivacijski intervju poteka čez več srečanj, ni samo to ena taka 3-minutna seansa. Pa vseeno ste lahko ugotovili, koliko lahko v kratkem času vseeno mogoče oprimemo. Verjetno že vsi pogrešate morje. Jaz sem v tem posnetku najdla eno lepo prispodobo svetovalnega podpornega procesa in si jo želim v bistvu deliti tudi z vami. Če bi delali. Calm down. Yo, this your body, it puts in my heart for lockdown, oh lockdown. Yo, you sweet life, phantom. If I tell you say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No tell me no, oh. Baby, come give me your lo. You got me like whoa. Shawty, come give me your lo. I see this fine girl from my party, she wear yellow. Zdaj si verjetno vsi želite na morje, no? Ja, evo, še zaključek je v bistvu tudi povzemanje, kar smo nekako v 1 uri šli čez. Torej, zdravljenje zasvojenosti je nekaj, kar zahteva neko serijo odločitev o spremembah in je pomembno, da se zavedamo tudi to, da to odgovornost in zmožnost za spremembo nosi posameznik sam, vendar ob tem pogosto potrebuje podporo in hkrati smo lahko v tisti vlogi, ki iz njega izvabi tiste moči, ki jih za to potrebuje. V osebi moramo vedeti, na kateri stopni spremembe se nahaja, kakšna je pripravljenost na spremembo in kakšne so zmožnosti podpore v socialni mreži. Ves čas smo na preži zagovorom o spremembi, ki ga krepimo in spodbujamo in izvabljamo tiste moči, ki jih posameznik potrebuje za spremembo, ter na nevtralen način nudimo informacije, kadar smo podani pred to, da damo neko strokovno znanje. Kar sami že zelo dobro veste, empatija, sočutje, partnerstvo in pa sprejemanje, torej spoštovanje osebe, ki na drugi strani so ta zmagovalni komplet za nek učinkovit svetovalen odnos. Hvala za pozornost.